Umetna inteligenca se pojavlja povsod, kako pa je s področjem digitalne dostopnosti in širše, sem pa probal malo orisati. Seveda je to samo ena od milijonov različnih možnosti. Verjamem, da mnogo od vas že zelo dobro pozna umetno inteligenco, ampak sem se odločil, da bi danes za potrebe ozaveščanja izpostavil nekaj točk. Torej, ogromno priložnosti, ampak je pa tudi veliko pasti in te pasti si je vredno pogledati sploh s stališča dostopnosti. Torej, kje jo lahko umetna inteligenca pomaga in na kaj moramo biti pozorni, si bomo na hitro zelo pogledali in pa malo o trendih. Nekaj o prihodnosti, kar je seveda nehvaležno, ker nihče ne ve, kaj to je še. Vidimo neke trende, ne, lahko rečemo, ampak lahko pa rečemo, da je prihodnost najboljša takrat, ko jo pač skupaj ustvarimo. Zdaj, ko govorimo o prihodnosti, je prihodnost pravzaprav že tukaj, ne. Na sliki kažem eno znanstveno-fantastično napravo iz enega filma, ki ni toliko pomembna, bolj pomembno je to, da recimo Stephen Hawking dobil blazne pripomočke in so mu le-ti omogočili, da je pač naredil, kar je za človeštvo, ne. Brez tega pač zagotovo ne bi imeli tako bogate znanosti. Pač verjetno bi še trajalo več let, ne. Ampak zdaj, kar hočem povedati, je, da je to prihodnost tukaj, ampak je neenakomerno porazdeljena, ne. To je en pisatelj znanstvene fantastike izjavil, se pravi, prihodnost je že tu, je pa žal neenakomerno razdeljena. In s tem se močno lahko strinjamo, jaz mislim, ker imamo na eni strani pač globalno povezljivost, virtualno resničnost, umetno inteligenco, kvantne računalnike in tako naprej. Na drugi strani pa še vedno obstajajo deli sveta, ki nimajo interneta ali pa celo elektrike, ne. In zdaj zadnje podatke, ker sem jih dobil uradni za internet, je 66% prebivalstva svetovnega. Elektrike pa tudi zanimivo 91,6%, od tega seveda ni ločeno tisto, koliko je stalne pa koliko je pač neke začasne. To je, podatki so iz World Bank. Torej, prihodnost je nekako tukaj, a ne, ampak ni čisto porazdeljena enakomerno in hkrati seveda z vidika dostopnosti je pa mogoče to vprašanje še bolj zanimivo, ne. Ker pač je ključna vključenost vseh in to je pa zelo težko doseči pri današnji tako imenovani umetni inteligenci. Govorim predvsem o zadnjem delu umetne inteligence, ki je pač generativna dejansko. Torej, če se majčkeno ozremo nazaj, zgodovino se je vredno kaj naučiti, ne. Vedno začne se z govorom o tehnologiji, čeprav mogoče takrat še niso uporabljali tega izraza. Nato so to orodja, kar naenkrat pa to kar postane neki podaljšek človečnosti, ne. Če gledamo samo steklo recimo, ki je potem nekoč postalo kot neka leča na nekem držalu, se preselilo na monokel in očala recimo, danes pa imamo lahko tudi leče v očeh. Se pravi, dejansko je tehnologija postala orodje in potem celo neki del skoraj človeka. Pač, ampak seveda je na nas, kako to tehnologijo in orodje uporabljamo, lahko je za dobro, lahko za slabo, ne. Leče lahko nenazadnje tudi uničujoče orožje pri laserju recimo, ali pa tisk lahko širi ideje in znanja, lahko pa tudi cenzuro in propagando. Znanje o atomih ne bom posebej izpostavljal, ne. Torej, če gremo zdaj na dostopnost in se ozremo samo na 3 ozke poglede, ker jih je itak nešteto praktično. Pač osebe z oviranostmi, kaj imajo one, recimo, kaj imamo od umetne inteligence. Razvoj digitalnih produktov, tisti, ki pač se s tem ukvarjamo, kaj imamo tam. In pa seveda preverjanje dostopnosti, ki je pač žal še vedno nujno potrebna, kot smo opazili in vemo. Torej, ključen pristop po mojem je nič o nas brez nas. In tukaj se zadeve kar dogajajo, ampak se pa bojim, da premalo. Se pravi, premalo je vključevanja oseb z oviranostmi v razvoj, ker je pač ta razvoj tako hiter in tako omejen, da se bojim, da tukaj stvari gredo mimo. Mimo pač nas in da ta prehitevanje tehnologije, ki je sicer zelo koristna za človeštvo po eni strani, po drugi strani izključuje. In to je pač priložnost in past hkrati, a ne. Torej, kolikšen del umetne inteligence zares vsebuje perspektive oseb z oviranostmi? Na žalost bore malo. Zakaj? Zato, ker pač statistični modeli, ki so za to umetno inteligenco in algoritmi, so povzeli
pač tisto, kar je recimo objavljeno na internetu. In če pogledamo, kaj je objavljeno, zelo hitro vidimo, da dejansko je polno nekih predsodkov in biasov. In recimo abilizma, oziroma angleško ableism, ki je pač sistem neke diskriminacije in predsodkov do ljudi s posebnimi potrebami strani posameznikov brez invalidnosti. To je nekaj od definicij, ki že spet kaže na eno problem, ne, posebne potrebe. Zdaj, če gledamo iz enih modelov pač oviranosti, a so to res posebne potrebe, če je okolje tisto, ali pa naprava, ali pa aplikacija tista, ki dejansko naredi osebo, ki naredi oviranost, a ne. In tukaj vidimo že tukaj v sami definiciji, ki je pač objavljena nekje, pač da dejansko je težko imeti neko zastopanost. Ali pa recimo predsodki, ki so lahko vgrajeni še dandanes v vsa ta orodja umetne inteligence, ko nekdo recimo napiše: "Sem slep in potrebujem to v enem primernem formatu", recimo, da gre za opis slike. In umetna inteligenca vrne: "Oh, sorry to hear that", po angleško recimo, ne. Se pravi, imamo dejansko že v osnovi težavo, ker vsa ta znanja, ki so bila uporabljena za učenje umetne inteligence, vsebujejo preveč biasa. In tega biasa se znebiti, to mislim, da bi mogla biti prioriteta, no. Ampak je pa praktično zelo težko narediti. Torej, ti neki implicitni predsodki do invalidov ali pa oseb z oviranostmi so izjemno pogosti. Ena starejša raziskava je pokazala, da je celo 76% anketirancev ene velike študije imeli implicitne predsodke v korist oseb brez oviranosti. In to je celo vključevalo tudi anketirance, ki so sami imeli različne oviranosti. Prav, že tukaj imamo veliko dela na ozaveščanju, ne. In seveda ti modeli so se učili na teh podatkih in zato ni čudno, pač statistično verjetno, da so ti biasi in ti predsodki vgrajeni. Torej, kljub vsem priložnostim, ki jih je res veliko in so res koristne, to je nedvomno, ampak je očitno potreben en kar boj vseh pač nas proti predsodkom, ker sploh, ko so ti vgrajeni v orodja. In čisto konkreten primer, recimo, da pošljemo eno prošnjo za službo, in če bo ta model ugotovil, da imamo mogoče kakšno oviranost, obstaja zelo velika šansa, da nas bo neki algoritem izločil. In temu se je treba pač izogibati oziroma se boriti proti temu za vse nas, a ne. Priložnosti, se pravi, ja, dokazano pomagajo. Umetna inteligenca definitivno pomaga, mislim, da že vsi med nami vsaj v enem majčkem modelu uporabljamo, nekateri bolj, nekateri manj. Kot rečeno, na začetku s to porazdeljenostjo, ne. Mislim pa, treba se zavedati, da je to le orodje in ne neki čudežni vsevednik, ker včasih ji pač ljudje lahko dajo celo, jo lahko celo smatrajo za neko super inteligenco, ne. Zdaj bom šel čez nekaj na hitro, ker nimamo toliko časa, neke priložnosti. Nekatere že poznate zagotovo, nekatere mogoče ne. Se pravi, če gremo se osredotočiti na posamezne oviranosti pri osebah z okvaro vida, seveda prepoznavanje predmetov, opis okolice, branje besedila je izboljšano, pomoč pri navigaciji, prepoznavanje obrazov, opisi slik in tako naprej. Mislim, da je to že zelo znano, ne. Imamo pa seveda tudi osebe z okvaro sluha, kjer jim lahko umetna inteligenca kar pomaga, ampak spet v določeni meri, ne. Pretvorba govora v besedilo, napisi v realnem času, izboljšanje slušnih aparatov, da recimo filtrirajo boljše, pač kdo govori, pa šume izločajo in tako naprej. Prevajanje znakovnega jezika, tukaj je zelo pač v povojih in zelo omejeno, ampak neke stvari se premikajo. In pa seveda prepoznavanje zvokov in opozarjanje, recimo pač v kakšnih kritičnih situacijah. Potem imamo za gibalno ovirane, ne, pametni invalidski vozički, robotske proteze, eksoskeleti, čeprav to je še majčkeno nedostopno na drugih načinih. Glasovno upravljanje, ki tudi
Dejansko je vedno boljše, Microsoft zelo veliko dela, da pač se vključuje tudi v osebe z oviranostmi, tako da ne rabimo čisto perfektno govoriti. Mogoče imamo, ne vem, ALS in mi imamo več teh mišic, toliko močnih in nam ta glasovno upravljanje še vedno deluje, ali pa imamo močne naglase, ali pa pač ni to naš primarni jezik in tako naprej. Zadnje čase ste zagotovo slišali tudi v teh vmesnikih možgani računalnik oziroma brain-computer interfaces. Tam brez umetne inteligence seveda ne gre, oziroma vsaj strojnega učenja, ne. In pa tehnologija sledenja očem. Na eni konferenci nedavno smo videli, kako to deluje pogojno in pač nedvoumno dobre stvari. In potem še kognitivne motnje. In tega je mogoče, če gledamo pač statističnim pogledom, je mogoče največ tega, ne, kognitivnih motenj. Od različnih disleksij, diskalkulij, ADHD-ja, ADD-ja in tako naprej. In tam pa vidimo sploh zelo pozitivne učinke umetne inteligence že dandanes pri raznoraznih orodjih za upravljanje nalog, organizacijo spominskih pripomočkih, prirejenih učnih platformah, pomoči pri komunikaciji, tudi nenazadnje čustveno prepoznavanje, recimo pri avtizmu, pri določenih aspektih, a ne. In tukaj seveda ni samo za osebe z oviranostmi, ampak je za vse nas, so eni deli zelo koristni, ne. In pa govorno motnjo bi še posebej izpostavil, ker tam pač je bilo tudi zelo veliko študij narejenih in za pomožne komunikacije, recimo, se pravi tudi za gluhoslepe, a ne. Ne samo za govorne motnje in tako naprej. Ampak zdaj, če gremo zelo na hitro pogledati neke trende, kam se pa stvari zdaj nekako premikajo. Vedno bolj izgleda, da dejansko bo prišlo do tega, da mogoče bojo spletne strani pa dokumenti pa aplikacije šle v eno drugo smer. Da bo to ne tako, kot imamo danes neki chat, ampak da bo majčkeno bolj človeški, da bo nekak dialog z računalnikom, dokumentom. In že danes sem prepričan, da marsikdo namesto Googla kar uporablja neki ChatGPT ali pa Gemini ali pa kakorkoli. In te trendi so definitivno vidni. Mi smo tudi nekaj testirali, kako se da recimo z tekstom ali pa govorom, kakorkoli, upravljati brskalnik. In je bilo zelo efektivno, seveda še daleč od tega, da bo to zdaj kar prevzelo, ampak so trendi, ki kažejo mogoče v to smer. Ampak še zmeraj bomo pa potrebovali dostopnost na druge načine, ne. Nekateri pač pravijo, da je prihodnost taka, da je neki pomočnik tam, neki kopilot ali pa asistent, ki nas pozna, se pravi pozna naše potrebe, naše želje, naše preference in ki ga lahko pooblastimo za opravila. Recimo za nakupe. In Visa je glih pred kratkim, mislim, da en teden nazaj, lansirala možnosti za to, da dejansko se da z umetno inteligenco že pač kupovati, seveda z nekimi določenimi varovalkami, ampak ja, izgleda, da bo to zelo kmalu prišlo v vsak dom, po domače povedano. Potem bi še izpostavil pač protokol za kontekst modelov, to je zelo tehnična zadeva, ampak je pa osnova za komunikacijo, ker če imamo mi različne strežnike z različnimi viri podatkov, ne, danes jih lahko povežemo z različnimi API, kot se jim reče strokovno, ampak v prihodnosti pa izgleda, da bojo pač vsi imeli nek svoj poseben protokol, ki bo omogočal umetni inteligenci dostop do tega. Seveda z vsemi pač varnostnimi in ostalimi vprašanji, to seveda je treba rešiti, ne more biti kar vse odprto, ampak prihodnost in trendi kažejo v to smer, da dejansko bo mogoče šlo mimo vse skupaj teh naših današnjih vmesnikov. Zdaj jaz si ne upam napovedati prihodnosti, ker je pač to nehvaležno, ampak nekatere stvari pa verjamem, da bojo izvedene tako. Tako da mogoče, ne vem, mogoče ne bomo glih igrali igric preko AI-ja, ne, to bomo že sami delali z veseljem, tisti, ki to delamo ali pa delajo. Neke stvari, ki so nam pa nepotrebne, recimo iskanje, primerjava 10 različnih izdelkov, ki jih rabimo.
To bomo pa nekako po domače, po angleško povedano, outsourcali recimo nekemu AI agentu, ki bo pač pogledal po različnih straneh in bazah in nam samo javil tisto, kar nas zanima, ne. Definitivno koristno za vse, ne samo za pač osebe z oviranostmi, ne. Naslednji seveda korak je seveda tudi AI direktno z AI-jem komunikacija oziroma agent z agentom. Recimo, da imamo agenta za banko, imamo agenta za, ne vem, za našega ponudnika elektrike in jih pač pooblastimo. Tako kot je že nekako že zdaj, a ne, z nekimi avtomatikami, ampak tam se pa da mogoče še kaj bolj prilagoditi. Ampak vsa ta pospešena uporaba ima pa seveda tudi veliko svojih pasti. Zdaj, če gremo gledat regulacijo, ki je seveda ključna in v Evropi jo imamo radi, po svoje to seveda dobro, sploh pa pri umetni inteligenci, bi jaz rekel. Najdemo kar nekaj omemb oseb z oviranostmi. In ena, ki bi jo jaz izpostavil, je recimo tale člen akta o umetni inteligenci, številka 80. Ob vse večjem pomenu in uporabi sistemov umetne inteligence bi morala uporaba načel univerzalnega oblikovanja pri vseh novih tehnologijah in storitvah zagotoviti popoln in enakopraven dostop vsem, ki so lahko izpostavljeni tehnologijam. Torej tudi invalidom, to je slovenski prevod, drugače so osebe z oviranostmi v angleškem, kar bi je spet ena taka zadeva, ki jaz osebno ne maram, ker invalidi pač, kot smo slišali včeraj, so ljudje, ki imajo status invalida. Ta zadeva je pa bistveno širša in mislim, da se danes vsi, ki smo tukaj, tega zavedamo, ne pa naši pač poslanci in tisti, ki pripravljajo zakone, očitno. In pa na način, ki v celoti upošteva njihovo prirojeno dostojanstvo in raznolikost. Se pravi, zahteve za dostopnost so tudi del nekih zahtev za regulacijo umetne inteligence, kar se mi zdi zelo pohvalno. In to je prišlo iz v bistvu organizacij, kot je NSIOS in ostalih pač na evropski ravni, ne. In dejansko lahko direktno se navežemo tudi na naše standarde za dostopnost. Tudi pri umetni inteligenci je potreben ta premik v levo, ki je potreben tudi pri dostopnosti, a ne. Da je pač dostopnost že tam od začetka, ne da je nekaj dodanega. Zdaj, če gledamo samo za, ne vem, ChatGPT recimo narediti dostopen, to ni tak problem. Če pa gledamo kakšne druge stvari, ki so mogoče sploh jih še nimamo, bo pa tudi treba imeti smernice za dostopnost in paziti, da je zadeva narejena, ne. Hkrati imamo pa težavo pač, da je ta umetna inteligenca polna teh predsodkov. Kar pomeni, da tudi čeprav bomo imeli mi nek profil, ne vem, jaz imam disleksijo, pač priredi mi vsebine, da bojo lažje berljive, kakorkoli, bojo žal te biasi zelo verjetno prišli do izraza, če ne bo nekdo delal pač v smeri sodelovanja z osebami z oviranostmi, ne. In pa tako kot umetna inteligenca moramo nenazadnje tudi ljudje pač trenirati svoje nevronske mreže, ne, tako da se tudi mi nekako učimo. In verjetno ste vsi, ki ste že vsaj malo uporabljali, videli, da katerokoli temo poznate, ste verjetno opazili, da ni čisto preprosta, da ni za verjeti slepo, bomo rekli, ali pa da ni za verjeti na besedo, kakorkoli, in da je človeško znanje še vedno ključno. In tukaj pa zdaj pridemo pač do preverjene dostopnosti, a ne. Pač popolna avtomatika je v marketingu zelo hitra, v realnosti pa niti ne. Spet moram izpostaviti pač vtičnike, ki so se zdaj zadnje čase majčkeno umirili in ne obljubljajo več 100% dostopnosti na klik ali pa z inštalacijo ene skripte, ker so pač v Ameriki dobili nekateri po prstih zaradi tega marketinga. Ampak dejstvo je, da vtičniki pač v določeni meri pomagajo, ampak zelo hitro pa tudi škodujejo. In zaradi tega jih jaz osebno pač ne maram. Čeprav mi je ideja konceptualno, ker sem pač razvijalec, všeč, a ne, da bi neka umetna inteligenca mi pogledala stran in bi rekla, to pa to pa to pa to vemo, da je narobe po VCAG-ju in bi to avtomatsko popravila. Sicer bi si pa želel, da se to zgodi že bistveno prej, preden ta spletna stran sploh pride do mene, a ne. Ne, da moj računalnik mora zagnati neko skripto, ki bo to načeloma popravila, ne, da jaz tam kliknem, da rabim bralnik zaslona, funkcionalnost in potem nek server v Ameriki si shrani, tale uporabnik je pa mogoče slep
kar je spet en aspekt, a ne. Ampak dejansko je to, da umetna inteligenca, kar jo poznamo trenutno, ne more rešiti dostopnosti. Če bomo šli stran od vseh teh uporabniških vmesnikov, ki jih zdaj poznamo, in bo samo en vmesnik za vse, potem si ne upam trditi, da ne bo rešila. To nam nihče ne ve zdajle. Sploh, če bo prišla do te zrelosti. Ampak v trenutnem svetu, ki živimo, pa umetna inteligenca žal ne more rešiti dostopnosti. Ker pač dostopnost ni samo koda in slike, a ne, ampak je bistveno več. Tako da še zmeraj je nevarno nepoznavanje osnov in to, da ste danes tukaj, je dokaz, da se proti temu borite, kar je super. In pa nepreverjanje, ne. Se pravi, ko mi verjamemo nečemu, kar je prišlo po neki statističnem algoritmu, ki se je učil iz nekih virov, polnih nekih biasov in predsodkov, potem je težava. In zdajle imam svež primer tukaj na Norveškem, kjer sem trenutno, ko je ena občina brezkritično objavila neko literaturo za restrukturiranje pač financ za šole in so not bile pač izmišljene reference do nekih študij. In ko je kdo to šel pač pregledati, je odkril, da te študije ne obstajajo. Se pravi, da je nekdo samo zagnal neki ChatGPT kakorkoli in dobil neke reference, ni jih šel preveriti in ima zelo drastične spremembe. In ravno to je ta avtor, ki so ga citirali, ki naj bi to napisal, ampak tega ni napisal, je izjavil, da je to pač tudi napad na demokratična načela. Se pravi, že prej so me citirali in napačno interpretirali, seveda ne, vendar še nikoli nisem doživljal, da bi me citirali na podlagi nečesa, česar nisem napisal. To je pač zelo velika nevarnost, to nekritično zaupanje nekemu statističnemu modelu. In kot rečeno, vtičniki, avtomatska dostopnost in tako naprej, seveda imamo neke določene dele uporabe, recimo pisanje alternativnih besedil, ampak ne popolnoma avtomatsko. Mi moramo še zmeraj imeti človeka tam, kjer bo to naredil. In spet en primer vtičnika, ki ni direktno umetna inteligenca tukaj, ampak ko sem označil povezave na eni mestni občini, so se kar naenkrat izgubili vsi kontrasti in dejansko se ni več videlo, da so to ene razširjene povezave, da niso navadne povezave. Pred kratkim je bila tudi narejena študija oziroma magistrska naloga ene gospodične, ki je pač naredila zelo poglobljeno študijo uporabnosti vtičnikov in z osebami z oviranostmi, še posebej slepimi, pa tudi drugimi. In je prišlo do tega, da je v 70% vtičnik naredil več škode kot koristi. Kar pač pomeni, da hitrih rešitev ni. Zdaj pa še zelo na hitro, pač orodja potrebuje jasna navodila in omejitve, a ne. Če tega ni, pridemo do težav in tudi tukaj na Švedskem smo imeli primer, ko je Klarna odpustila 400 oseb iz svojih klicnih centrov, ker je rekel, zdaj bomo pa mi umetno inteligenco uporabljali. No, zdaj so videli, da pač so s tem izgubili ogromno prometa in strank in imeli ogromno težav. In zdaj pač bojo nazaj začeli spet zaposlovati ljudi. In jaz zdaj kažem tukaj eno novico za tiste, ki ne vidite, da je Klarna spet začela pač nazaj iti na človeško komunikacijo. Ker pač ljudje raje govorimo z ljudmi, ne pa z nekimi stroji, ki grejo v narobno smer. In zdaj bi samo še to dodal, da ta akt o dostopnosti se počasi uvaja. Mogoče bi lahko rekli, da prepočasi, ker je to nevarno, kaj bo do tega obdobja, recimo do avgusta 2026, ko bo pač eni deli akta šli naprej, od 2. februarja 2025 pa že velja. Tako da zdajle smo v enem nevarnem obdobju za našo tudi zasebnost, ne nazadnje, ker pač ta akt še nas ne ščiti nič v določenih primerih, tako da je treba pač majčkeno biti pozoren, sploh če delamo neke produkte z umetno inteligenco. In pa ja, zelo na hitro, hvala za pozornost. AI, se pravi umetna inteligenca, je super, ampak bolj kot orodje, se pravi, da je človek vedno tisti, ki potrdi ali pa ovrže te rezultate tega orodja. In da je to pomoč, ne pa zamenjava, se pravi, če nam bo kdo rekel, mi samo AI uporabljamo,
Moramo biti zelo pozorni in skeptični, bi jaz rekel. Ravno zaradi tega biasa, ki je vgrajen, še posebej za osebe z oviranostmi, pa tudi druge stvari, tudi rasa in vse skupaj, nacionalnost, kakorkoli. Je preveč teh biasov, da bi se temu dal kar zaupati. In pa ja, smernice, regulativa, predno gre kaj narobe, čeprav vidimo, da je regulativa vedno mečken odzadje, ne. Tako da hvala, to je bilo zaenkrat to. Seveda se da o tej temi govoriti ure in ure in dneve, ampak hotel sem predvsem poudariti, da osebe z oviranostmi so premalo zastopane. In ti biasi, ki so vgrajeni, so v bistvu zelo velika nevarnost. Pa ne vem, če mogoče imate vi kakšne še vprašanja ali pa kakšne predloge oziroma kako vi uporabljate umetno inteligenco. Mogoče že danes kdo pove kaj, kjer je ekstremno zadovoljen ali pa zadovoljna. Kakšno je moje mnenje glede uporabe digitalnih tehnologij za pomoč osebam z raznovrstnimi oviranostmi? Jaz mislim, da so zelo v pomoč, ampak spet zaupati samo tehnologiji je še nevarno in verjetno ne bo nikoli čist, bom rekel, za zaupati nekemu statističnemu modelu, ki je pač se učil z interneta in iz člankov, ki smo jih napisali, ne. Sicer vidim, da je veliko zaposlitev zadnje čase gre v učenje AI-ja, se pravi umetne inteligence, tako da se očitno ta orodja delajo, zavedajo, da pač rabijo neko človeško, bom rekel, presojo kvalitete, ne. Tako da ja, definitivno vidimo tudi recimo pri bralnikih zaslona se že vgrajuje not umetna inteligenca. Dejansko se nekako, ne vem, odprete Word, pa imate tam že možnost uporabe umetne inteligence, da vam pomaga. In dejansko je zelo koristno orodje, ne. Tako da definitivno so v pomoč, in mislim, da niso breme, ampak ja, dejansko ne morem reči, da so breme. To je za človeštvo nedvoumno koristna zadeva, ampak moramo pa paziti, ne. Ja, za prikaz v muzejih, to je tudi ena super zadeva. Če smo hoteli recimo imeti neki model neke umetnine v 3D, smo zdaj rabili kar drage skenerje, da smo to naredili, ali pa zelo veliko fotografij, da se je to nekako sestavilo. Zdaj z AI-jem je to bistveno bolj dostopno, ampak hkrati je pa ta 3D model za recimo nekega slepega pač neviden, ne. Se pravi, bomo rabili tudi AI, ki bo to znal dobro opisati recimo, kar je definitivno ena prednost, ne. Tako da ja, umetna inteligenca gre v vse pore, bom rekel, naše družbe počasi. Kot rečeno, je neenakomerno razdeljena. Česar se jaz majčkeno bojim, je to, da je zdaj se veliko kapitala vložilo v to, da mi lahko to testiramo in se igramo s tem, kar je super, ampak na dolgi rok pa to verjetno ni čist ekonomsko, se verjetno ne bo čisto izplačalo, tako da jaz čakam, da bo več teh zmožnosti na naših napravah, ne pa nekje na nekih serverjih, da ne govorimo pač o porabi energije, ampak dejstvo za osebe z oviranostmi in za vse nas pravzaprav je AI definitivno koristen, Samo moramo se pa res zavedati pač teh pasti in nevarnosti, še posebej biasa, In ta bias, znebiti se biasa bo težko, ker smo že kot družba polni biasa, Tako da to bo še zanimivo. Zdaj, ko mi recimo preverjamo dostopnost, smo seveda začeli gledati načine, ki se AI uporablja lahko, in tam tudi vidimo zelo veliko potenciala, ampak spet, če je 96% spletnih strani polno nekih dostopnostnih težav, moramo mi vedeti, da ta AI, ki ga uporabljamo, se ni učil na teh straneh, ki so pa polne napak, ampak na enih, ki so polne ne napak, se pravi, ki je koda v redu, pa oblikovanje. In tega je bore malo.
Celo tisti, ki so največji, ki imajo že desetletja podatke o tem, kaj je prav, pa kaj je narobe, ko se neka spletna stran dela, so zdaj izdali orodje in so dobili polno enih kritik nazaj. In iz istega pač, zaradi istih razlogov, ne. Ker je not še vedno nek bias, tudi če smo mi te modele sami učili, bomo žal dobili neke stvari še od tistih biasov, ki so se prej učile verjetno. Plus to, da pač je koda zelo relativna, ne. Da lahko naredimo eno stvar dostopno na 10 načinov, pa nedostopno na milijon načinov. Prav bias je spet tukaj, ne. Ampak ja, za prikaz v muzejih sem videl že kar nekaj prototipov in verjamem, da se tudi tam zelo veliko raziskuje in dogaja. Tako kot se povsod se zdaj zelo veliko člankov znanstvenih in ostalih na to temo in vsi pač poskušajo uporabiti to orodje, kar je super, a ne. Bomo videli, kaj bo prihodnost prinesla. Ampak definitivno pa pomaga. Apple je mislim, da pred parimi dnevi razkril nove možnosti za dostopnost, ki so dejansko zelo uporabljajo umetno inteligenco. In tam bomo dobili pač spet na naše telefone zastonj. Dobro, telefon seveda ni zastonj, ampak pač zelo veliko enih funkcionalnosti, ki bojo pomagale vsem, a ne. Ne samo osebam z oviranostmi, ampak tudi. Tako da ja, ura je 12, hvala, lahko imamo še kakšno debato ali pa vprašanje. Mogoče bi jaz nekaj še dodal na temo umetne inteligence pa sodobnih tehnologij. Sodobne tehnologije zelo težko rešijo dostopnost za vse, tako kot je Bogdan rekel, VRR je za nekoga, ki slabo vidi ali ki je slep, zelo neuporaben, je pa zelo uporaben za tiste, ki je uporaben. In tudi tako parcialno reševanje je seveda zelo dobrodošlo, če lahko nekoga približa umetnosti, kulturi, vsemu, kar želi videti, pa morda ne more videti. Tako da iz tega stališča mi to seveda podpiramo. Včeraj je bila tudi odlična predstavitev predstavnikov Goriškega muzeja pa Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, ki so pripravili taktilno razstavo. Se pravi, to je področje, ki se razvija ne samo v digitalni smeri, ampak tudi v analogni smeri, se pravi tudi v realnem svetu. Bi pa morda pokomentiral še eno nevarnost AI-ja, ne, do katere smo prišli pač preko storitev, ki smo jo delali za nekatere stranke, da nekateri AI, če ne že vsi, imajo v pogojih uporabe, da vse, kar jim pošljete, pač postaje tudi njihova last oziroma solast, lahko z njo razpolagajo prosto. In mi smo delali z nekimi večjimi založbami v Sloveniji, kjer so pravniki seveda rekli, ne, naših slik pa ne smete posredovati notri. In čeprav bi jim AI lahko odlično pomagal pri zagotavljanju besedilnih alternativ, tukaj je zelo dober, zna zelo natančno ali pa glede na navodila pripraviti besedilne alternative, tako kot želimo. So tukaj tudi pravni zadržki, ali to neka organizacija sploh lahko stori ali ne. Mi še nismo šli dovolj raziskovati, kaj potem pomeni, če bi nek ožji AI, nek svoj lastni strežnik namestil pa preko tega to delali. Ampak vsekakor so tukaj tudi tovrstne pravne omejitve. In če že gledamo to avtomatizacijo, ki naj bi jo AI vseeno lahko omogočal, če vse omejitve pozabimo, se je treba nekaj zavedati, da on the fly, se pravi, da bi imeli mi zdaj kar v bralnikih zaslona nameščen AI, to, kar bojo bralniki zaslona imeli, in da bojo vsi bralniki zaslona vsakokratno pripravljali opis iste slike, na katero pride 100 različnih ljudi, to pomeni tudi veliko ekološko obremenitev. In iz pogleda dostopnosti, mi pač govorimo, ne se zanašati na AI, lahko ga uporabite, ampak vi morate še vedno dodati svoje alternativne besedila. Ker mi pogosto dobimo vprašanje, zakaj bi se zdaj s tem matrali, saj bo čez eno leto to umetna inteligenca vse naredila. Ne bo vam naredila, zakonodaja se tukaj ne bo spremenila in vam nihče ne bo rekel, ok, zdaj zna pa AI nekaj narediti, zdaj pa vam nečesa ni treba narediti, še vedno bo odgovornost na vas. Samo toliko morda.